Torej, kot sem rekel že v prejšnjem videu, vaše dominantno sedenje, ki je namenjeno dolgemu času, vsakdanjemu sedenju, ki ga imate, naj bo čim bolj sproščeno. Usedite se v stol. Dajte si mizo čim bližje. Imejte roke sproščeno, lepo na mizi. Ali pa takole gor, da ramena ne trpijo, da ne stiskate vratnih mišic in da posledično nimate težav z vratom. To je glavna stvar, kar se tiče dolgoročnega sedenja. Kaj pa sedenje takole na žogah? Kaj pa sedenje pokončno, napeto ali pa malček drugačno sedenje? Stoje morda, delo stoje. No, to bom pa razložil v tem videu. In sicer vse te tehnike sedenja, kot sem že v prejšnjem videu rekel, praktično katerakoli čudaška, čudna ali pa nova tehnika, ki vam jo nekdo prodaja, ja, je lahko v redu, če jo delate v prilagojeno dolgem času. Torej, ne bo dobro za vaše telo, če boste vsak dan 8 ur, 365 dni na leto stalno sedeli takole napeto na žogi. Če pa boste žogo uporabljali za 10 minut na vsako uro ali pa za 1 uro na dan, do 2 uri na dan, ni pa nič narobe. Še več, v bistvu je ravno ta raznolikost tista, ki vašemu telesu ustreza in paše. Poleg žoge, seveda pogosto ljudje uporabljajo tudi delo v stoje. In pri delu v stoje morate gledati spet zgolj na eno stvar. Imejte telo v čim bolj naravnem položaju. Tole ni naraven položaj. To je položaj, ki je čisto v redu za nekaj minut, ne pa za več časa, za dlje časa. Torej, če že delate tudi stoje, dajte gledati tako, da je delo v stoje predstavlja nekje 20 minut na vsako uro, ne več kot to. In pa še tistih 20 minut na vsako uro, nekako takšno razmerje, to pomeni lahko tudi 3 ure na dan, pa potem ostalih 6 ur recimo delate kaj drugega, delate normalno v sedežu. Sicer pa pri delu v stoje gledajte na to, da si praktično, pragmatično, na poceni način naredite svojo mizo. Torej, če miza ni zmožna, da se dviguje, boste pa vi dvignili mizo na preprost način. Dajte si spodaj kakšne knjige, dajte si spodaj kakšne škatle, dajte si spodaj nekaj, kar bo dvignilo vašo delovno površino. In takrat lahko delate v stoje, se malček pristopate in potem spet usedete nazaj, date knjige stran in spet zaslon date nižje. Dajte se znajdeti. Torej, bodite praktični, gledajte na to, da vam bo v redu. Gledajte na to, da boste imeli čim manj prekladanja in različnega spreminjanja vaših delovnih navad. Torej, dajte si ene 3 različne scenarije narediti. Dajte si urediti najprej sedež, tako da sedite lahko sproščeno. Potem pa si uredite še mogoče delo v stoje, tako da imate knjige ali pa kakšne škatle. In imate v bistvu idealen način, kako preklapljati iz enega v drugi sistem dela. Mogoče še ena stvar glede samih stolov. Pri stolih vam ni potrebno zapravljati denarja. Dobri stoli, ki so oblazinjeni, se najdejo že za 50 do 100 evrov. Primer, takšen stol, kot ga imamo pri nas, je čisto zadovoljiv pisarniški stol. Torej, ni potrebno nobenih posebnih dragih stolov kupovati in naj vam s tem tudi kot podjetju in posameznikom prihranim veliko denarja pri vaših odločitvah. Bolj je pomembno, kako ta stol in delovno površino prilagodite sebi, da bo čim bolj ustrezala naravnim zakonitostim, dobre, sproščene, naravne drže med sedenjem. Tako da dobro prakticirate moja navodila in seveda za vsa vprašanja me kar pocukajte za rokav.